Spoštovani, torej lepo pozdravljeni, dobrodošli v svet Mladinske knjige in v učbenike Mladinske knjige. Lepo vas je slišati, videti, baje vas je veliko, kar me zelo veseli in upam, da boste danes izvedeli kaj koristnega, nekaj malega, zelo malega od mene in pa bistveno več od kolegice, soavtorice Eneje Baloh, ki je za današnjo uro, debelo uro, pripravila zelo zanimive in upam, da uporabne zadeve, ki nam bodo vsem, no, vam bolj kot meni, ker že nekaj časa nisem v razredu, prišle zelo prav. Skratka, z nami je Eneja Baloh. Eneja, pozdravljena. Pozdravljen in pozdravljeni vsi skupaj. In preprosto začni, povej, kar imaš za povedati, jaz bom asistiral, če bo karkoli treba. Imamo zadaj, nekje se skriva še kolegica Simona, ki bo tudi pomagala, če boste kaj spraševali, prosim vprašajte, na vsako stvar bomo probali odgovoriti. Nekje v sredini boste zagledali nekaj kratkih vprašanj, na katere lepo prosim odgovorite, tudi Eneja vas bo verjetno opozorila. In pa pozdravljeni še enkrat med nami. Eneja, prosim. Hvala za besedo. Morda naj samo še to povem, da če imate med samo predstavitvijo kakšno vprašanje, lahko zapišete spodaj v oblaček Q&A, torej question and answer, lahko tudi vprašate v chatu. Na koncu pa bomo tudi dali možnost razprave in delitve tudi vaših dobrih praks. No, če začnemo, bi kar takoj na začetku vas povabila, da odgovorite na dve vprašanji, iz katerih bomo potem izhajali. In sicer, zdaj vam bom dala vprašanja v delitev in vas lepo prosim, če odgovorite, torej ali je pouk geografije za vas na daljavo seveda izziv ali priložnost, torej kaj je tisto, kar vam najprej pade na misel, in pa bi vas prosila, če delite, katera faza učnega procesa je pri poučevanju na daljavo največji izziv oziroma najbolj zahtevna. Motivacija, diagnostika, torej preverjanje predznanja, obravnava in pa dosežki. Bomo malo počakali, da se odgovori naberejo. No, slika se je že nekako prikazala, tako da bom jaz to možnost sedaj izklopila. No, in bom z vami delila rezultate. Tako da sedaj vidite vaše odgovore, in sicer večina vas pravi, da je pouk na daljavo izziv, in veliko manj vas je takih, ki to vidite kot priložnost. Pri tem, kaj je najtežje, bom kar tako rekla, pa ste se odločili za dosežke oziroma za povratno informacijo. Takoj za tem pa je težava motivacija. No, če bomo to kar takole zaključili. Tako, dovolite mi, da najprej ta začetek, tako smo tudi naslovili tale webinar, pouk geografije na daljavo, izziv in priložnost. Lahko bi tudi izziv zamenjala s problemom, z besedo problem, pa sem vseeno raje zapisati tisto, ki je malo bolj blažilna v tem kontekstu. Torej vsekakor je pouk geografije na daljavo v določenih segmentih
težko izvedljiv, vendar hkrati, vsaj moje mnenje in izkušnje, ki jih pač pridobivam s poučevanjem na daljavo, vidim tudi kot priložnost, ker sem prepričana, da smo se čisto vsi, ali je bilo to prisilno ali ne, bolj prisilno, bom rekla na začetku, ogromno novega v tem bili primorani naučiti. In škoda bi bilo, da bi to pridobljeno znanje potem z vzpostavitvijo pouka spet v učilnici kar pozabili. Zato je ta pojem priložnost, torej kaj bo tisto, kar se bo po zaključku tega, bom rekla, čudnega izobraževanja vseeno ohranilo in nam v bistvu koristilo tudi pri nadaljnjem delu. Zdaj skozi tale webinar se bomo v bistvu sprehodili po fazah učnega procesa in v celoti v bistvu spremljali možnosti uporabe samostojnega delovnega zvezka Mladinske knjige v času poučevanja na daljavo. S tem, da sem se potrudila navajati take primere, s katerimi boste lahko poučevali tudi potem, ko bomo spet v šolskih klopeh. Odločila sem se, da bom prikazala različne vsebinske sklope, različne načine, pristope z namenom in s ciljem, da bi morda vsak med vami našel kakšen navdih. Seveda pa sem prepričana in vem, da ima čisto vsak med vami veliko zanimivih, novih izkušenj in dobrih praks, poleg tistih pač neprijetnih, ki jih imamo zagotovo vsi. Torej, pogledali si bomo nekaj primerov motivacije, pa diagnostike, obravnave in povratne informacije. Torej, sami ste rekli, najtežje povratna informacija. Strinjam se z vami, ker v razredu dobimo povratno informacijo zelo preprosto sumativno, medtem ko je zdaj na daljavo potrebno to zbirati od vsakega posebej, ne dobimo, težko so berljive določene stvari, tako da bomo tudi tukaj pogledali nekaj primerov, kako lahko v določenih trenutkih, ne vedno, tudi povratno informacijo dobimo za nas, učitelje, morda enostavnejši način. In pa motivacija. Motivacija, bom rekla, najprej moramo biti mi motivirani učitelji, zato da potem lahko motiviramo otroke in ja, po 2 mesecih poučevanja na daljavo, včasih tudi mi težko najdemo motivacijo za motivirati z nečim, ne vem, ustvarjalnim, novim, svežim in tako dalje. Tako da, ja, ti 2 področji sta izziv in bomo tudi, upam, da kakšno mogoče idejo danes lahko z vami delili. No, če grem kar na prvo fazo, torej v našem samostojnem delovnem zvezku imamo kar nekaj izhodišč, ki nas lahko privedejo do idej, kako motivirati. Zagotovo je eden od načinov, kako motivirati učence, ilustracija, ki je prikazana na vsakem poglavju, ki je namenjena predvsem in zgolj učencem, ker je narisana in napisana njim blizu in včasih jih oni prej opazijo, kot da bi se mi, učitelji, spomnili to vključiti v fazo motivacije. Potem druga je rubrika Drobci za radovedne. V tej rubriki zapisujemo zanimivosti, s katerimi lahko učence popeljemo na različne konce, na različne kraje in jih s tem motiviramo za spoznavanje še drugih značilnosti območja. In pa še zadnja rubrika, ki daje neke navdihe, ideje za motivacijo in spodbuda, s tem, da v spodbudi velikokrat ne samo motiviramo, ampak se že navezujemo tudi na fazo preverjanja predznanja. No, in zdaj, če pogledamo 2 primera, vam bom pokazala enega, ki ga uporabljamo, ki ga izvedemo s samostojnim delovnim zvezkom. Tukaj recimo en primer
motivacije pred začetkom obravnave Zahodne Evrope. Pač učencem povem, da imam 3 razglednice in da se ne spomnim točno, iz katerih koncev Evrope prihajajo, in jih tukaj povabim, da mi pomagajo poiskati v delovnem zvezku, kje so te fotografije, zato da jih umestimo v pravi del Evrope. Torej, mi tukaj že poznamo Srednjo in Južno Evropo, torej je Zahodna Evropa tista, ki je za njih nova. No, in običajno otroci najprej prepoznajo tale vulkan nad Neapljem in rečejo, da to Južna Evropa. Potem pa učence povabim, da v samostojnem delovnem zvezku to fotografijo tudi poiščejo. Zdaj, če imate morda, če poznate ta naša gradiva in če jih imate pri sebi, bom zelo hvaležna, če boste z mano tudi sodelovali, pa kakšno fotografijo tudi našli. Torej, konkretno tale iz Južne Evrope jo najdemo na strani 28, torej vtipkamo stran. In tukaj se nam fotografija prikaže. No, in ugotovimo, da je ta razglednica iz Južne Evrope, lahko ob njej lepo tudi obnovimo značilnosti tega območja, nekatere značilnosti. No, in potem jih povabim, da naprej razmišljajo o fotografiji številka 1 in številka 2, tako da če kdo med vami ve, na kateri strani se te fotografije v samostojnem delovnem zvezku za 7. razred nahajajo, bom hvaležna, če mi boste napisali. Nekdo je napisal stran 28, hvala, za Južno Evropo. Pa imamo mogoče tudi rešitev, stran 55. Ok, pa poglejmo, kaj imamo na strani 55. Takole, tukaj jo vtipkam. Takole, prišli smo v Srednjo Evropo in tukaj ste lepo našli fotografijo, ki je prikazana. In enako to rečemo, to je Srednja Evropa, to smo že spoznali, in tukaj spet obnovimo nekaj značilnosti Srednje Evrope in potem preprosto lahko začnemo z obravnavo Zahodne Evrope. Takole. Torej tukaj potem ugotovimo tole in gremo na obravnavo. To je prvi primer motivacije, no zdaj pa enega mogoče malo bolj, bom rekla, kompleksnega tudi za naprej, potem za obravnavo v nadaljevanju, no. Preden vam ga predstavim, ker gre za lego površje in podnebje, sem tukaj skrila nekaj, kar so nam v času pouka na daljavo, tako bom rekla, naložili kot samoumevno, ne. Torej na zemljevidu, primerje reliefne značilnosti, to je s klicajem podčrtani učni cilji, ki naj bi jih obdelali tudi na daljavo, ne. Tako da tukaj mislim, da je prav to delo s kartografijo en velik izziv pri pouku geografije na daljavo in sem zelo hvaležna, da v naših gradivih imamo veliko možnosti uporabe kartografskega gradiva in s tem lahko potem tudi v neki meri seveda dosegamo te cilje. No, torej tukaj pa je motivacija taka, da v bistvu otroke povabim, da si izberejo neko lokacijo v Ameriki in sicer iz tega vidika, da če bi ostala to pač edina možnost za naselitev, kam bi se naselili, in na koncu delovnega zvezka so tisti zemljevidi, površja, ki so prazni, torej namenjeni prav takim aktivnostim, kjer lahko učenci v bistvu ustvarjajo neke svoje vsebine. Potem pa, zato ker smo na daljavo in ker želim dobiti njihove odgovore, ki jih sicer v učilnici zbiramo na interaktivni tabli, učence povabim na Padlet, kjer mi potem to njihovo izbiro v bistvu delijo.
pa bomo pogledali, kako to dejansko izgleda. Tukaj je tale zemljevid v delovnem zvezku, torej zemljevid površja. No, jaz sem tukaj dala pač svoj primer, tako tudi učencem, preden to začnemo, pokažem, torej izbrala sem tale kraj in napisala sem, zakaj sem si ga izbrala, torej ker je tukaj zelo toplo. Potem pa učenci tole naredijo na spletišču, na Padletu, torej oni dobijo povezavo do tega in potem lahko tukaj poljubno dodajo pač svoj vnos in zraven napišejo, zakaj so si tole zadevo izbrali. No, in potem se tukaj pojavijo zelo različne zadeve, tudi ne vem, pa napišejo tudi kakšno neumnost, ampak tudi v razredu se včasih zgodi, da nam kaj ponagajajo, kadar jim damo možnost, da sami izberejo neke zadeve in je potem to tudi eno tako izhodišče za razpravo naprej. Kajti zadeva se ne zaključi samo pri tej izbiri, ampak je v bistvu ta izbira se pri njih potem navezuje na celotno obravnavo Severne Amerike, kajti zastavljeno je tako, ko oni torej izberejo svojo točko, napišejo, zakaj so izbrali in vidimo, kaj so izbrali tudi ostali sošolci, jih potem pozovem, da na tole stran, prazno stran v delovnem zvezku, napišejo, kaj o tem območju, torej geografskega, bomo tako rekli, že vedo. In običajno vsak učenec zna napisati vsaj eno poved, nekateri pa veliko več. No in potem skozi celotno obravnavo območja učence v bistvu vsakič znova navezuje na to njihovo izbrano pokrajino in opis pokrajine dopolnjujejo s pomočjo dejstev, ki jih spoznajo pri pouku. Torej pri pouku se obravnava celostno značilnosti površja, potem, ko končamo s poglavjem, jih povabim, da spet v delovni zvezek napišejo, kakšno je pa površje njihove pokrajine in tako naprej še za vse ostale geografske značilnosti in na koncu imajo zbrano tako v enem takem miselnem vzorcu vse geografske informacije, potem tvorijo neko besedilo, v katerem opišejo, naredijo geografski opis te izbrane pokrajine. Tako. Ok, pa gremo k naslednji fazi. Če ima kdo tukaj kakšno vprašanje, lahko napišete, če vam kaj ni všeč tudi, napišite, bomo odgovorili. Tako, naslednja faza, ki sem jo izbrala, je diagnostika, torej preverjanje predznanja. Ta se mi zdi tudi tako zelo zakomplicirana, tako kot povratna informacija. Na koncu je ta na začetku tudi težko dobimo od posameznika, ko smo nadaljavo. Zdaj sam delovni zvezek je zastavljen tako, da spodbuja formativno spremljanje učencev, in sicer na začetku vsakega poglavja, tukaj imam primer Latinske Amerike, imamo pod ilustracijo zapisane poudarke. To so v bistvu na učencem razumljiv način napisani cilji iz učnega načrta. Tako da lahko tukaj učenci spoznajo, kaj jih čaka. Potem pa je vsako večje poglavje tudi opremljeno z rubriko preverjanja predznanja, s tem, da v vsakem poglavju pač imamo nek drugačen pristop. No, tukaj v tem primeru bomo potem tudi pogledali, učenci zapisujejo geografske značilnosti za Latinsko Ameriko, ki jih že poznajo. No in potem pa imamo še dve rubriki. Torej vsaka posamična enota se potem začne z rubriko Izvedel bom in zaključi z rubriko Izvedel sem. Tukaj notri so pa zapisani cilji posamezne učne enote, torej nekoliko bolj razdrobljeni poudarki. Tako da na tak način v bistvu lahko učence spodbujamo
k samostojnosti, k zavedanju procesa učenja in tudi na konec koncev prevzemanju odgovornosti za njihovo znanje. No, če si tale primer pogledamo v e-učbeniku, samo da ga odprem na pravi strani. Okay. Takole, tukaj je sicer v navodilu zapisano, da s pomočjo fotografij izpolnijo tole, pač te okvirčke. In jaz kot prvo navodilo dam, da pač iz glave napišejo, kar že vedo o tem območju, potem pa jim sama najprej pokažem v nadaljevanju nekaj fotografij, s katerimi jim želim prikazati tiste temeljne značilnosti, tako da jih, torej ko naredijo svoj zapis, jih potem prosim, da zamenjajo pisalo in jim recimo pokažem nekaj fotografij, torej z vsakega področja eno fotografijo, in jih prosim, da s to drugo barvo potem dopišejo značilnosti, ki jih zmorejo razbrati iz fotografij. Potem, ko to naredimo skupaj, jih prosim, da sami prelistajo strani v delovnem zvezku, pogledajo še ostale fotografije in s tretjo barvo dopišejo še druge značilnosti, ki so jih recimo sami prepoznali. Zdaj, pri tej tretji barvi niso vsi učenci, ampak tisti, ki so recimo nekoliko bolj vešči tega geografskega znanja. No in potem na koncu, ko se zaključi obravnava Latinske Amerike, učence pripeljem spet nazaj na tale okvirček in jih spomnim oziroma jih spodbudim, da k vsakemu področju dopišejo še tiste ključne geografske značilnosti, ki so jih poznali pri pouku in jih predtem še niso vedeli. Tako da na en tak način v bistvu so vsa poglavja strukturirana in tako nekako že usmerjeno vodijo učence k tej formativni spremljavi. Tako, no, pol je pa še ena ideja. Nekaj teh preverjanj predznanja pač nudi nek zapis, oziroma vsi nudijo nek zapis, ki pa jih potem v bistvu mi ne vidimo. Zdaj, če smo v šoli, sicer so res namenjeni učencem in njihovi samorefleksiji, pač ni namenjeno zdaj, da bo učitelj to že v sami prvi fazi močno za njimi gledal, ker potem ne želijo napisati nič. Pa vendar vseeno nek vpogled v to, kaj že znajo, kje so, mora imeti tudi učitelj. No, tukaj je recimo en primer preverjanja predznanja za zahodno in za severno Evropo. In tukaj so učenci povabljeni, da o tem zapišejo nekaj povedi, potem pa jih jaz povabim, ker smo seveda na daljavo, zato da vidimo povedi drug drugega, na Menti, kjer v bistvu potem delijo svoje zapise. Zdaj, jaz zapisov vam bom pokazala, kako to izgleda, vendar zapisov otrok tukaj še nimam, ker na to temo še nismo prišli. Torej, tukaj oni potem oddajo svoje povedi in vidimo drug drugega. Kaj je prednost tega in kar se mi zdi zelo pomembno pri pouku na daljavo, otroci se zelo ne želijo izpostavljati. Zato, ker pač kdorkoli karkoli reče, kar je lahko malo tako, bomo rekli, med njimi šibajo zelo hitro komunikacija v socialnih omrežjih in žalitve in tako dalje, tako da jaz opažam, da se otroci zelo neradi izpostavljajo, nočejo povedati ali pa pokazati tisto, za kar niso prav 100-odstotni, ne. In kadar mi delamo diagnostiko, seveda niso 100-odstotni, ker še ne znajo in morajo imeti pač tisto mero zaupanja, da bodo njihovo znanje nekako sprejeto in da ne bodo zaradi tega pač strani sošolcev posmehovani. No in tukaj recimo eno tako spletišče omogoča anonimnost,
in zelo radi potem pristopijo in nimajo zadržkov, ker si tako ne ve, od koga je kaj, in dobimo potem tukaj tako na en tak način sliko razreda, ne posameznikov, sliko razreda pa ja. Tako, naslednja faza je obravnava. Tukaj pa nam v bistvu samostojni delovni zvezek omogoča ogromno izhodišč, pač vsak vidi svoj način, nas po svoje seveda izpelje, smo vam pokazala nekaj svojih pristopov, ki ni nujno, da so edini možni oziroma sploh niso edini možni, ampak so eni izmed mnogoterih možnosti. Zelo fajn so vsa kartografska gradiva v delovnih zvezkih, ki sovpadajo z atlasom sveta za osnovno in srednjo šolo, mladinske knjige. Tako da zdaj, ko vemo, da nimajo čisto vsi učenci atlasa doma pri sebi, zelo fajn, če lahko uporabimo kakšen zemljevid v samem delovnem zvezku in s tem vemo, da so vsi lahko to videli, analizirali, uporabili. Potem ponujene so tudi povezave do posnetkov, do spletišč, kjer v bistvu lahko učencem prikažemo nek drugačen način vsebine in pa k obravnavi v bistvu neki aktivni vlogi učencev v fazi obravnave spodbujajo rubrike dejavnosti. Zdaj, dejavnosti so velikokrat usmerjene v delo z kartografskim gradivom, ponujajo pa tudi ideje za skupinsko delo, delo v parih, za samostojno raziskovanje in tako dalje. Tako da v bistvu v dejavnostih se lahko najdejo ideje za neko obravnavo, tudi ko govorimo o pouku na daljavo. No, tukaj je en primer dela z besedilom in z nalogami, ki so v delovnem zvezku. Zdaj, tisti, ki delovni zvezek uporabljate, veste, da je to ena odlična, bom rekla, opora, ko smo na daljavo, ker dejansko kaj drugega otroci v roke ne morejo prijeti. Učni listi so težava, vse je težava, tako da če imajo nekaj pri sebi, je potem to zagotovo bolj učinkovito. No, tukaj imam en primer za 9. razred, ko govorimo o gospodarstvu, in sicer gre za pač delo z besedilom in za reševanje nalog, pa bomo tole pogledali kar v samostojnem delovnem zvezku. No, še preden vam tisto dam, tako jaz dam učencem ene take kartice kot neke blonk listke, no, bom tako rekla, in s pomočjo teh kartic potem oni naredijo analizo besedila. Pa gremo tako. Ja, mislim, da nisem delila tega, ne, zdaj vidim. Ja, okej, takole. Ko sem govorila o obravnavi, bi morali gledati to. Se opravičujem, dosti skačem in ja, upam, da se mi ne bo to več zgodilo. Torej, pri obravnavi sem govorila o zemljevidih, o posnetkih in o dejavnostih. No, in tukaj je tale primerček iz 9. razreda in tele kartice. No, zdaj pa grem v samostojni delovni zvezek. Takole. Okej. No, tukaj smo zdaj v 9. razredu, v poglavju gospodarstvo, no, in pač tale e-učbenik, no, ali pa e-delovni zvezek omogoča neko interaktivno delo, ki sicer, če smo pri pouku, ga dostikrat ne uporabljamo, ker pač delamo z drugimi orodji, medtem ko zdaj, ko smo na daljavo, se mi zdi, da so končno ta zasnova e-gradiv dobila nek pomen, ne. Torej, kaj morajo oni narediti? Oni imajo pač neke kartice, na teh karticah so povzetki, prebrati morajo besedilo in v besedilu najti besede, ki jih imajo na karticah in jih podčrtati.
Na samih karticah so tudi stvari, ki v besedilu niso navedene, potem jih morajo v delovni zvezek dopisati, tako kot je tukaj vidno. Potem pa, ko delamo z samim tekstom, ko delamo skupaj z njimi, lahko stvari tudi seveda povečamo, da se bolj znajdemo, jih postavimo v žarišče, tako da so usmerjeni točno v nek odstavek, pa povejo, kaj so oni tam podčrtali, pa kaj bi v tem odstavku še dodali in tako dalje, tako da lahko sproti potem tudi dodajamo beleške, zapisujemo besedilo in v bistvu ustvarjamo nek zapis v samem delovnem zvezku, ne, da ni vse v zvezku, ampak da se delovni zvezek res uporabi. Potem pa imamo veliko vaj, ki jih lahko uporabimo tudi v samem procesu obravnave snovi ali pa za utrjevanje, odvisno, kako si pač učitelj zastavi oziroma kako posamezno nalogo vidi. No in recimo tukaj naloga, ki jo jaz uporabim v fazi obravnave, no in pač učenci jo rešijo, potem pa se na en tak preprost način preveri rešitve. Če pa ne želimo imeti rešitev naenkrat, potem preprosto pač dopisujemo sami, tako da v bistvu z učenci skupaj tvorimo ustrezen zapis. No in kar se mi zdi še zelo fino, kadar delamo tako v samem delovnem zvezku, torej tukaj imamo tudi možnost zaznamkov, torej to so pač kot nekakšne opombe za učitelja in si lahko notri ne samo napišemo, kaj moramo povedati, da ne bomo pozabili, ampak si lahko vanje naložimo tudi povezave. No in jaz sem tukaj naložila povezavo za pregled primerjave BDP-ja. No in na takšen način v bistvu lahko delovni zvezek uporabljamo pri samem pouku, ko obravnavamo novo učno snov. No, takole, upam, da sem dala nazaj. Ja, okej. Zdaj bom pa šla skozi dva primera obravnave, s tem, da bom prikazala celovitost, ker se mi zdi pač pomembno, da pokažem od začetka do konca, ne samo izsek, tako kot je recimo bilo zdaj v tem primeru za 9. razred. No, tukaj recimo je Latinska Amerika površje in spet pri ciljih, ne, smo spet pri isti zadevi, torej površje, podnebje in tako veliko dela z kartografijo. No, torej v samem preverjanju predznanja pač s tem zemljevidom na koncu delovnega zvezka naredimo eno viharjenje in zraven potem dopisujemo tisto, kar otroci že znajo sami prepoznati iz takega zemljevida. Potem pa s pomočjo videoposnetka in s pomočjo analize oziroma uporabe besedila v delovnem zvezku spoznajo naravne enote Latinske Amerike. Zelo rada pripravljam za učence posnetke, še posebej takrat, kadar gre za neko razlago, ker imam občutek, da če jim razlagam, potem oni se izklopijo in jim je dolg čas, tako kot zdaj že vam nekaj časa govorim, pa vas ne vidim in ne vem, kako ste. Zato jim rajši, kadar so taki trenutki, ko je treba nekaj vseeno povedati in razložiti, pripravim video. No, oni so v videu vodeni, vam bom potem tudi to pokazala, kako to izgleda. Torej, vodeni so, da preberejo pač besedilo in skozi video in s kartografskimi elementi v samem videu ustvarijo takle miselni vzorec. Potem pa, torej, ko končajo z izgledom videoposnetka, še enkrat si ga ogledajo na drugačen način, torej pridejo nazaj v Zoom, si ga ogledajo drugače in sicer tako, da dopolnijo tisti njihov nemi zemljevid, tako da dorišejo
enote, ki so v posnetku predstavljene, in na koncu smo spet skupaj, ko rešimo vajo v delovnem zvezku. Tako en tak celovit način, torej neke učne enote. Zdaj bi vam pokazala tale posnetek. Samo moram dati verjetno še sound. Ok. Se ne bomo šli celega skozi občutek, torej in potem v tem drugem delu obsežno gorovje, ki ga imenujemo Andi ali drugače tudi južnoameriške kordiljere. No, in na tak način v bistvu posnetek traja 5 minut, oni potem v 10 minutah ustvarijo miselni vzorec, torej naredijo zapis v zvezku, hkrati imajo vizualno predstavo in potem grejo še enkrat skozi, zato da vse to, kar je recimo v tem posnetku označeno, označijo tudi v na svojih zemljevidih v delovnem zvezku. Zdaj, jaz vem, da delati video posnetke je lahko zahtevno ali pa zoprno ali pa rabiš za to dosti časa. Tako da jaz vse posnetke, ki jih naredim, objavim na YouTubeu javno, tako da če se komu zdijo vredni in dobri, da bi jih uporabili tudi pri svojem pouku, seveda lahko pokukate v moj kanal in boste tam našli te zadeve. S tem, da čisto v vsakem posnetku je v bistvu navezava na delo z samostojnim delovnim zvezkom, tako da so notri zapisane in strani, in kje, in kako in na kakšen način. Tako da tako. No in potem, ko zaključijo s temle posnetkom, torej naredijo tisti zemljevid površja na koncu in potem imamo tukaj tole nalogo, no, in to smo ravno danes z enimi osmošolci to počeli, no, in zelo fajn je, da potem lahko na en takšen način v bistvu sproti označuješ, tukaj recimo se niso spomnili, kako se to nižavje imenuje, pa na katera dva dela ga delimo, pa potem recimo nimajo atlasov, pa sem jim tle narisala Alpe in Himalajo, zato so razumeli razliko. Mislim, težko je, no, če nimajo nekega celostnega vpogleda, tako kot imamo to v razredu, pa se potem vseeno lahko na en takšen način pomagamo in sproti ustvarjamo neke predstave, ki jim vsaj malo približajo tisti pouk, ki ga imamo sicer v razredu. Tako, to je bilo površje, no, potem pa imam še primer, naslednja enota je podnebje v Latinski Ameriki, s tem, da s podnebjem v bistvu naredimo uvod v celostno obravnavo, ker je pač temeljni cilj tukaj, da spoznajo možnosti za življenje ljudi, ne toliko, da poznajo značilnosti podnebja in tako dalje. Tako da v bistvu skupaj naredimo nek pregled dejavnikov, zato da razumejo, kaj se tam dogaja. Potem imajo v samostojnem delovnem zvezku en lušen miselni vzorec, kjer je v bistvu so predstavljeni podnebni tipi zelo na en tak preprost, enostaven način. No, in tukaj v bistvu je njihovo delo sprva samostojno, potem pa v naslednji fazi delajo v skupinah. Torej tukaj vsakemu učencu dodelim eno naravno enoto, ki so jo spoznali prejšnjo uro. In s pomočjo tega miselnega vzorca, pa tudi posnetka, na katerem je razlaga tega, kar miselni vzorec prikazuje, najprej določijo pač podnebne značilnosti njihove enote in o tem poročajo ostalim sošolcem. Potem pa, ker ima več otrok isto enoto, jih združim v skupine. In v skupinah potem skupaj s pomočjo besedila, tako v delovnem zvezku kot z raziskovanjem spletnih virov, kar je tudi eno dobro, bom rekla, izhodišče za ga uriti sedaj,
na daljavo. Potem oni to v skupinah skupaj oblikujejo, iščejo, naredijo zapis in tale zapis potem objavijo skupaj na Padletu. Torej, poročanje skupine ni na Zoomu, ampak je skupen zapis v tem spletišču. Nekdo je dvignil roko, če sem jaz prav videla. Pa če želite, lahko vprašate. Mislim, da ti je nekdo čestital za to, ker si pripravljena deliti posnetke. Aha, okej, ne, mislim, da je nekdo želel kaj vprašati. Okej. Torej, pač en nasprotni primer tistega, kar sem prej povedala pri Severni Ameriki. Torej, pri Severni Ameriki imamo neko enoto in jo potem z učenci torej skupaj obravnavamo, torej značilnosti, in potem oni posamične značilnosti lepijo k tej enoti. Tukaj pa v bistvu so že zverzirani v tem, zato v bistvu te skupne obravnave družbenih značilnosti ne naredimo, ampak to naredijo povsem sami in potem na podlagi poročanja dobijo tudi to celostno sliko območja Latinske Amerike. Torej, da ne gremo vedno po istem kopitu, pač enkrat tako, drugič drugače, pač tako, kot je bolj smiselno. Okej, torej to je pač še en primer bil, tako bomo rekli, obravnave oziroma ene take zaključene enote. No, zdaj smo pa že pri povratni informaciji, torej pri tistemu najtežjemu delu za učitelje zagotovo, ker imamo vedno občutek, ali imamo tisti lažni občutek, da vsem vse zelo gre, ali pa da občutek, da bom tako grdo rekla, da nimajo pojma. Ja. V samem delovnem zvezku imamo na koncu vsake enote, tako kot smo prej imeli diagnostiko nastavljeno, imamo tukaj tudi nastavljeno pač preverjanje oziroma povratno informacijo učencev. In sicer imamo rubriko, torej ta izvedel sem, ki sem vam ga že prej omenila, torej tukaj na koncu damo skupek vseh izvedel sem, torej vseh teh ključnih odgovorov, ki naj bi jih učenci poznali. Te ključni odgovori so zbrani tudi v enem strnjenem tekstu, ki smo ga poimenovali ključne misli, torej to sta dva načina povzetka celotnega poglavja. Potem ponujamo vprašanja, s katerimi učenci utrjujejo oziroma raziščejo in si odpirajo neke nove, drugačne možnosti. Predvsem tukaj so tudi neki elementi, ki jih lahko uporabimo za nadarjene učence. No, in čisto zadnja stran je pa namenjena samoevalvaciji, torej da učenci v bistvu preverijo, do kod so prišli, kam želijo priti, kje je njihovo znanje. Zdaj pri povratni informaciji je zelo fajn, recimo oziroma pri utrjevanju, pri preverjanju so zelo fajn določene naloge. Vedno se pa pojavi težava, kako to videti, torej kako dejansko prebrati, kaj so v delovnem zvezku napisali. Tako kot sem vam že prej pokazala, lahko lepo sproti prikazujemo rešitve, otroci si to napišejo, eni si bolj malo, se tudi v razredu, kakšen nima čisto vsega narejenega, zdaj tukaj na daljavo pa ne vemo, kdo nima. Nekatere vaje, recimo tukaj v 6. razredu, nam tudi omogočajo možnost, da interaktivno oziroma sproti recimo barvamo, ne da se pojavijo vse rešitve naenkrat. No, pa vendar vseeno želimo te informacije imeti na nek način. No, s kolegico Tino, ki pri nas poučuje tudi geografijo, zbiramo fotografije rešenih nalog v spletni učilnici. Ena možnost je pa tudi spet Padlet, ki sem ga nekajkrat že omenila. No, in tukaj smo včeraj z 7. razredom
tole prvič naredili, ker oni Padleta še niso uporabljali. Tako da prej sem pogledala, samo en post bil, ja, takole, no. Tukaj je recimo primer tele naloge iz 7. razreda, torej ko se zaključi Južna Evropa, turizem, morajo napisati članek o državi, ki jo želijo turistično promovirati, zraven narediti sliko, no in tukaj je bila naša Mija že tako pridna, da je objavila fotografijo svojega članka, no in na tak način, tukaj je moj primer sicer prazen, ampak toliko, da vidijo, kaj od njih pričakujem. In na tak način si želim videti fotografije vsaj večine učencev v razredu. Tako da na en tak način lahko dobimo tudi njihovo povratno informacijo. Poleg tega, kar ponuja sam e-delovni zvezek, je odlična zadeva, ki jo lahko izkoristimo zdaj, ko smo na daljavo, bistveno bolj kot ko smo v razredu. Portal, ki ga ponuja Mladinska knjiga za učence, torej Učim se, kjer je ogromno interaktivnih nalog, s katerimi učenci v bistvu utrjujejo snov, hkrati pa imajo potem tudi nek sistem nagrajevanja, če so uspešni. No, pa vam bom pokazala, recimo zelo fajn je v 6. razredu, v 6. razredu, recimo geografska lega, oziroma že samo mreža vzporednikov, poldnevnikov. Če nimajo otroci atlasa, je to ena sama abstrakcija in zagotovo te vsebine bo potrebno ob prihodu v šolo ponovno narediti na tisti, bom rekla, ta pravi način, pa vendar vsaj zato, da usvojijo neke pojme, je zelo fajn, če imajo recimo take možnosti, kot vam bom sedaj pokazala. Recimo tukaj pri spoznavanju vzporednikov rešujejo in potem sproti preverjajo rešitve. Vaje lahko rešijo večkrat in kar se mi zdi zelo fajn, da recimo, kadar smo na Zoomu, lahko tudi otrokom da možnost, da delijo svoj zaslon in rešujejo vajo in s tem recimo lahko je to na začetku ure za utrjevanje ali pa recimo na koncu ure ali pa tudi vmes, torej da lahko oni se s tem v bistvu vključujejo aktivno tudi v pouk. Torej vidimo v bistvu njihovo reševanje, kar sicer, ko smo v šoli, praktično ni mogoče, ker oni morajo biti pač prijavljeni in ne poznajo gesel, tudi če gremo v to zgodbo, je zelo zakomplicirano. Tako da zdaj, ko so doma, je pa bistveno lažje v bistvu videti to njihovo delo tudi na tem portalu, ki je namenjen njim in je prav, da ga zdaj v tej situaciji izkoristimo. No in poleg tega pa seveda potem, bom rekla tako, najbolj učinkovito pridobivanje povratne informacije na ravni posameznika so pač kvizi. Zelo imam rada Google Forms, ker tam potem res za vsakega otroka vidim, kaj je odgovoril, kaj je napisal in lahko se jim po elektronski pošti tudi pošlje nazaj povratno informacijo. Podoben način lahko delamo tudi v Moodlu, ampak je tam malo težje narediti kviz, bom jaz tako rekla, s tem ga naredimo bolj hitreje, vsaj jaz. No, in potem imamo tukaj še razne spletne možnosti, ki nam omogočajo kvize. In ker me zdaj že preveč časa, ker me zdaj že preveč časa vi poslušate, bi želela vas povabiti k sodelovanju v kvizu Kahoot, pa ne bo nič hudega, boste znali odgovoriti. Tako da jaz vam bom dala, zdaj, če ne poznate Kahoota, bomo najprej šli tako po vrsti. Torej, uporabljate vaše mobilne telefone, torej na vaših mobilnih telefonih v
Googlu vtipkate Kahoot in pojavil se vam bo prvi izid, Enter Game PIN, in tole vas prosim, da naredite. Jaz vam bom pa takole, zdaj PIN sam, da ga zaženem. Okej. Zdaj se bo naložil tale PIN. Okej. In tole si prosim vtipkate v vaše telefone, torej 18411. Aha, hvala, super. Okej, nekaj vas je že. Tudi potem, ko bomo z igro že začeli, lahko še vedno se priključite, ker je ta PIN stalno prikazan v desnem kotu spodaj, če bo kdo zamudil tole prvo prijavo. Okej, jaz bom kar začela. Torej, če ste prišli kasneje, imate tukaj spodaj PIN. Torej, prvo vprašanje, ali uporaba samostojnega delovnega zvezka omogoča formativno spremljanje, torej rdečo da, modro ne. Okej, torej večinoma pravite da, super. Gremo k naslednjemu. Dobro, ne bomo zdaj gledali, koliko točk imate, ker ni to namen. Torej, čemu je namenjena rubrika spodbuda, torej obravnavi, motivaciji in diagnostiki, preverjanju ali utrjevanju. O motivaciji in diagnostiki, drži, torej praviloma motivaciji, vendar tudi z elementi diagnostike. V redu. Katere možnosti ISDZ, torej i-učbenik, ki sem ga prej pokazala, ne ponuja? Žarišče, beležka, zaznamek, odložišče. Torej, to so te ikonice, tam kaj pomenijo. Okej, pravilno je odložišča, ne ponuja, ostale pa ja. Okej, gremo še k zadnjemu vprašanju. Ta ima pa vse odgovore kot možne in pravilne. Torej, samostojni delovni zvezek na daljavo vam olajša delo na daljavo, olajša delo učencem in jim omogoča samostojnost, oboje ali pa nič od tega. Okej, torej olajša delo vam, olajša delo učencem in nekaterim tudi oboje, samo en odgovor, nič od tega. To pomeni, da je ta uporaba, bom tako zaključila, smiselna in učinkovita. Okej, hvala vam za vaše odgovore. S Kahootom smo zaključili. Sicer lahko še preverimo končni rezultat, ampak ne bomo. Tako da se jaz vrnem nazaj na tole. In sicer zdaj smo v bistvu na koncu, tako da želeli bi,
da nam v pulsih odgovorite glede nekaj vprašanj, glede same uporabe interaktivnih učbenikov oziroma samostojnih delovnih zvezkov. Potem pa vam bom jaz v chat naložila povezavo, tako da zdaj vas prosim, da odgovorite na to, bom malo počakala, pa vam potem povem naprej. Okay. Hvala za te odgovore. Jaz bi pa vas prosila, ker vseeno, tako kot sem na začetku povedala, se bom spet vrnila na tisto priložnost. In sicer bi vas prosila, če ste pripravljeni deliti izkušnjo, torej v chat sem vam naložila povezavo do Googlovega obrazca, v katerem vas sprašujemo sledeče, da zapišete, katera dobra praksa iz tega poučevanja na daljavo se bo pri vas ohranila tudi, ko bo pouk ponovno v ustaljenih tednicah. Torej, kaj je tisto, kar ste zdaj novega naučili, predvsem predvidevam iz področja IKT in boste ohranili in uporabljali tudi, ko bomo spet v šolskih klopeh. In hkrati, ko odgovarjate na to zadevo, odpiram razpravo oziroma dajem možnost za vaše vprašanja, morda kakšno kritiko, kakšen izziv, karkoli, no. Neja, tukaj si dobila eno vprašanje, na katerega mislim, da si delno odgovorila, o tem frontalnem poučevanju. Videoposnetke moje dobite, če pač iščete v kanalih na YouTubu z mojim imenom in priimkom, torej Neja Baloh, kanal, in notri so pač posnetki geografija, predmetna stopnja in nekaj posnetkov tudi za 4. in za 5. razred, zemljevidi, orientacija in te zadeve. Tole, kaj bo ostalo, nekateri delite v chat, jaz bi vas prosila, da na tole povezavo v Googlu, pa bom jaz vam zdaj kar tole odprla, da vidimo, če imamo že morda kakšen odgovor. Super. Torej, kaj vam bo ostalo? Več skupinskega dela, soba pobega, uporaba Mentimeter, odlično, Kahoot, kvizi, računalniška orodja, uporaba kvizov, Formsi, videoposnetki, animacije, uporaba spletnih učilnic, interaktivni kvizi, Padlet, kvizi, spletne učilnice. No, vidite, da ste se ogromno naučili, smo se ogromno naučili. Jaz tako rečem, da je to obdobje pouka na daljavo fenomen v profesionalnem razvoju učiteljev zagotovo in je prav, da to izkoristimo tudi potem, ko bomo se spet vrnili v, bom rekla, normalo. Tudi recimo, če delate posnetke, vse te, ki jih naredim, jaz jih delam s tem namenom, da jih bom lahko
uporabila recimo tudi naslednje leto pri pouku. To pomeni, da na tabli ali pa na projektorju projiciram eno osebe in jaz v živo potem lahko hodim okoli in nudim neko individualno pomoč, ne. Tako da nobena stvar, ki jo zdaj počnem, ni taka, da bom rekla, nikoli več mi ne bo prišla v poštev, no. O tem razmišljam, zato je zame pač ta pouk priložnost. Okej. Pametni telefoni ste tudi napisali, obdržali boste spletne učilnice. Ja, jih imamo že 10 let in več, ne, ampak aktivno jih uporabljamo šele zadnje pol leta, bom tako rekla, ali pa vsaj vsi jih aktivno uporabljamo. Možnosti 3D slikarja, torej največ kvizov. Okej. Tako, hvala za vaše odzive, tako da zdaj ponovno odpiram diskusijo. Zdaj, če kdo želi kaj vprašati, če bi kdo želel še kakšno idejo mogoče deliti ali... Bojan. Če lahko jaz dodam, najnovejšo. Aha. Se slišimo? Bojan, lahko spregovoriš. Sam mikrofon si moraš, Bojan, vključiti, če nam karkoli pripoveduješ. Hvala. Lep pozdrav iz Spodnje Savinjske doline. Malo se opravičujem, na začetku sem imel nekaj težav, da pridem v Zoom. Zakaj je ta težava, ne? Ko si prej govorila ravno o uporabi teh... Bojana ne slišimo, čeprav ima okvirček aktiven. Jaz ga slišim. A pa zdaj, me slišite? Jaz ja. Aha. Okej, potem je pa ena druga težava. V redu. Eneja, ti mene slišiš? Eneja? Eneja, me slišiš? Mičota tudi se ne sliši. A se mene sliši? Jaz tebe slišim, Mičota tudi. Okej. Jaz pa... Okej, pa da vidim... Aha, Simona pravi, da ga sliši. Drugi tudi pravijo, da slišijo. Ti slišijo vse, jaz ne slišim. Okej, pol pa kar povejte, pa mi napišite, da bom vedela, kaj se pogovarjamo. Če smem jaz izkoristiti to minutko, Eneja, tebi bom pa kasneje povedal. Bojan, me slišiš? Sem not. Mičo, Ja. slišim te, jaz te slišim, Mičo. Hotel sem povedati neko novost, za katero tudi vidva, kot so avtorja, mogoče še ne veste, ostali pa seveda, no, nekateri so mogoče že slišali, da imamo zdaj pri življenju novo spletno stran oziroma novo predstavitev, ki se imenuje e-učbeniki. In na tej predstavitvi je tako stran Učim.te, ki je bila in je še rezervirana za učitelje, in Učim.se, ki je pač stran za učence. Vendar po ta novem lahko do Učim.te, se pravi do interaktivnih samostojnih delovnih zvezkov skupaj z linki pa s filmi, dostopajo tudi učenci. Ker do zdaj so bile te zadeve rezervirane za učitelje, zdaj zadnjega slabega meseca pa lahko dostopajo za registracijo seveda tudi učenci. Ravno zato, da si vse te zadeve, o katerih si ti govorila, pač lahko predvajajo doma in si ogledujejo filme in linke in vse tisto, kar smo nalepali ali dodali v samostojne delovne zvezke. Samo učitelji morajo te stvari urediti, zato da so registrirani in bodo od meseca nazaj in še v prihodnje učenci imeli tudi dostop do Učim.te, vendar samo do samostojnih delovnih zvezkov, ne do tvojih priprav recimo, ali pa do tistega spremljevalnega gradiva, ki je pač seveda namenjeno zgolj učiteljem. To je taka novost in je pravzaprav se mi zdi zelo dobrodošla, da se tudi učenci
prisotni v vsem tem bogastvu, tudi doma, ne pa samo pri pouku, ko je učitelj imel ta privilegij, da je vse to projiciral in lahko pri pouku si pogledal filmček, učenci ga pa potem seveda niso mogli. Bojan, izvoli, če imaš kaj. Ne, hotel sem samo omeniti, tisto opravičilo za začetek, kako se spreminjajo ta učna okolja. Če pogledamo malo zgodovino, ko smo začeli res pred 10 leti, je bil Moodle, pa potem, ko so nas okoliščine prisilili, da začnemo uporabljati druge in smo šli na možnost Google Classroom, pa recimo mi smo zdaj imamo že tretje okolje in sicer imamo Teams. Bi pa rad nekaj upozoril, uporaba vseh teh pripomočkov, sredstev od samostojnega delovnega zvezka, pa potem interaktivnih vaj, ampak meni se zmeri postavlja tisto najpomembnejše vprašanje, kako dobiti povratno informacijo, ker ti gre le za eno drugačen način poučevanja. In se mi zdi tisto najpomembnejše, povratna informacija, aktivno, zato ker vemo, mi smo na eni strani, učenci so na drugi strani, daleč vsak za svojim računalnikom. Tako da mogoče, jaz delam zdaj v okolju Teamsov, in tam imamo kar nekaj takšnih funkcij, kot je zvezek za predavanje, recimo Geografija 7, kjer lahko učenci oziroma dobijo te učne liste, ki jim ostanejo in v bistvu se nadgrajujejo. Je pa še nekaj, da ti to omogoča tudi potem to povratno informacijo na enem mestu in tudi sproti, ko ti z njimi delaš. Toliko za intermezzo oziroma malo mojih izkušenj, ki jih imam zdaj. Dobro, hvala. Hvala. Eneja, tlele gospa Petra sprašuje, ali imajo možnosti aktivacije rešitev, pa ne vem točno, na kaj se nanaša, na vprašanja mogoče, ali kaj? Mogoče je mišljeno vprašanje, če imajo dostop do samostojnega delovnega zvezka, to, kar si Mičo povedal, da če si potem oni lahko predvajajo tudi rešitve, ker pol to verjetno ne bi bilo okej, ne? V tem smislu, po mojem, je vprašanje. A si lahko ali ne, ali... Ja, tematske karte, ja, te pogrešamo, zelo. Ja, to je težava za tiste, ki nimajo atlasov doma. Jaz si pomagam tako, pa zdaj me Mladinska knjiga ne sme slišati, da pač preprosto fotografiram karto in jim jo delim, ampak ni to, zato ker se slabo vidi, ker težko berejo legendo in tako dalje, ampak bom rekla za silo, prav za silo je lahko, drugače pa bomo to nadoknadili v šoli, ne. Ja. Nekega dela mogoče tudi v tem digitalnem svetu Atlasa, ampak o tem se še pogovarjamo in pogajamo, to so predvsem zadeve, ki zadevajo avtorske pravice, lastnik avtorskih pravic je pa nemški Westermann, tako da zadeve niso tako preproste, kot se sliši, da bi kar tlele iz Atlasa vzeli 10 PDF-jev in vam jih delili, je le treba zadeve malo bolj premisliti. Razmišljamo pa tudi v smeri, da bi Atlas pripravili tako, da bi bil na nek način online in bi lahko naši uporabniki brskali po njemu, ampak ne tako, da ga imate nekje na zalogi, ampak da deluje preko našega serverja, no. Tako da to je recimo ena od možnosti, ki se pripravljajo za prihodnost. Mogoče še ena stvar glede videokonferenc, ne. Ja, res je, da je za otroke videokonferenc veliko in dejansko oni ne zdržijo na neki konferenci, ki bi trajala 45 minut. In prav zaradi tega, tako kot sem vam dala pač primer, je moj pristop ta, da je večinoma narejeno na videoposnetkih, ker si jih lahko ogledajo v miru, nič ne prekinja, ni motečih elementov.
In zato pač uvod in zaključek je skupen, ostalo pa delajo potem s posnetki ali pa imajo tudi svoje zadolžitve, tako da dejansko zoomamo skupaj in mogoče 15 minut od celotne ure, ne. Interaktivni atlas, ja. Saj nekaj sem že povedal na to temo. Ja, meni je bilo super, Eneja, no. Res zanimive stvari. Tudi videl sem, da so te kolegice pohvalile ali pa čestitale za te zadeve, tako da se ti zahvaljujem. Super je bilo, res je dobro. Upam, da smo vsi veliko od tega odnesli. Če ima še kdo kaj za vprašati, prosim lepo. Če ne, pa vas vsem se zahvaljujem za potrpljenje in vas pozdravljam in mogoče se kdaj vidimo spet v živo v tisti stari realnosti, ko smo se kdaj srečali v Bohinju ali pa na Bledu ali pa v Laškem ali pa tako naprej. Do vseh rešitev v SDZ-jih pridejo s tem, ko kliknejo rešitve. Odgovarjam na vprašanje Eme. Eneja, slediš? Ja, vidim, ja. Če je to vprašanje, no. Ja, zdaj, tle je ta skrb, ko si rekel, tako kot sem že prej povedala, da pač učenci dostopajo do samostojnih delovnih zvezkov, da pač naj ne bi dostopali tudi do te možnosti, da si predvajajo rešitve, ne. Tako kot to počnemo učitelji. Po ta novem, če imajo dostop do Učim.te, imajo tudi možnost dostopa do tistih predvidenih ali pa okvirnih dežurnih odgovorov, ki smo jih pač mi zapisali v SDZ, no. To je pač zdaj seveda slaba stran tega, da jim ponudiš kompleten Učim.te, no. Ampak to dušo si lajšamo s tem, da imajo tudi matematiki odgovore na koncu vsake teme in da če je učenec toliko zvit ali pa toliko nekritičen, da gre tako iskati odgovore, potem pač ni pomoči. Ja, torej seveda, samo prepišejo, če je to namen njihovega učenja. Še eno vprašanje, kako ocenjujete v času pouka na daljavo, je postavil Bojan. Zdaj tako, mi smo na začetku se šli tistih kvizov, potem pa so se nam tam zgodbe malo komplicirale, ker niso bile enake možnosti, ker se jim je zapletlo, učenci s posebnimi potrebami in tako dalje, tako da zdaj gremo izključno na ustno ocenjevanje, tako kot je tudi priporočeno. S tem, da je tukaj zelo velika mera fleksibilnosti pri učitelju, torej otroci imajo določen datum in potem, ko je tisti njihov datum, učitelj vpraša, ali ste pripravljeni, in če otrok reče rajši ne bi. Tako da je zelo velika pač fleksibilnost, vendar hkrati tisti otroci, ki so pač pripravljeni, imajo to možnost, ker marsikdo si to možnost želi, zato ker bo potem problem, ko bomo prišli v šolo in bo vse naenkrat, in če ni nobene ocene, geografija vseeno ni predmet, ki ima nek manevrski prostor, ker sta samo 2 uri v 6. razredu, samo 1 ura, pridobiti ocene potem v kratkem času je bolj stresno, kot tudi če bomo v šolskih klopeh, kot zdaj na daljavo, če so otroci pripravljeni, če imajo možnost in če si to želijo, ne. Ja. Okej. Posnetek. Aha, posnetek, ja. O tem, to bo Simona povedala, mislim, da obstajajo posnetki, ja. Jaz bi mogoče za konec vas prosila še za eno tako povratno informacijo samemu webinarju, temu, kar sem vam pač
delila in povedala. In vas bom povabila na Menti. Torej, mi napišete, je anonimno, tako da bom vesela vsake kritike, pohvale in če morda bi želeli tudi kaj v bodoče imeti kakšno podobno zadevo ali pa kakšno specifično zadevo za kakšno konkretno situacijo pri pouku, torej kako jo rešiti na en tak način, pa vam delim. Takole, a vidimo to, ne? Menti, Mičo, mi pomagaš? Je? Ja. Torej, tako kot ste prej Kahoot, se verjetno poznate, na vaših telefonih vtipkate menti.com, vnesete kodo, ki je zapisana 7835599 in napišete vašo povratno informacijo o tem webinarju. Pa že vnaprej hvala za vaša mnenja. Ja, in predno res čisto zaključimo še to, da lahko vsa vprašanja, kar se tiče glede e-učbeniki, na spletne strani e-učbeniki dobite ali preko mene ali preko naše promocijske službe. Pejte vtipkajte e-učbeniki mk.si in tam se vam bodo odprle strani in mislim, da boste lahko s pomočjo tistih strani prišli do kod in mogoče, če še nekaj časa ne bomo šli v razrede, ne boste šli v razrede, lahko pravzaprav začnete še eno malo novejše poglavje v učenju, to je, da se zdaj po ta novem učite skupaj tudi s pomočjo Učimte. To pa pomeni spet ogled filmčkov v miru, tako kot si ti Eneja rekla, ni treba takrat med poukom ali pa ti pokažeš 5 minut filma pa rečeš ostalo pa drugič ali pa poglejte v mediateki na Učim se, ampak si ga lahko v miru pogledajo. Na osnovi tega gradite tudi mogoče vprašanja za ponavljanje in tako naprej in naslednji dan kaj na to temo učenci odgovorijo. Tako da na žalost korona časi pravzaprav prinašajo tudi, ne na žalost, na srečo, nekatere nove rešitve, ki upam, da bodo vsem v korist. Ja, vsem lepe pozdrave, ostanite zdravi, kot je zdaj moderno v tem času reči. In se vidimo v živo. Eneja, adijo. Ja, nasvidenje. Nasvidenje. Čim več geografskih izkušenj nadaljavo, pa še več v živo, ne? Ja. Nasvidenje, adijo.